Prvi dvoboj v 9. krogu je potekal v Celju, na Areni Petrol je domača ekipa pričakala nogometaše Domžal. Celjani so med tednom igrali pokal Slovenije, izpadli proti Aluminiju po 11-metrovkah, tokrat pa so doma pričakali bivšega trenerja Simona Rožmana, ki je tokrat trener Domžal. Prva kombinacija domačih po kotu Irfan Hadžić z glavo mimo vrat, potem pa napad za Domžale, močno je sprožil Balkovec, Rozman je bil na pravem mestu. Prosti strel Balkovca, žoga na drugo vratnico, kjer je bil Bratanović nekoliko prekratek in žogo poslal mimo gola. Še ena kombinacija tudi za Celjane in to je bila 25. minuta, natančna podaja pred vrata, podal je Pišek, najvišji pa je bil Hadžić, ki je zadel za domačo prednost 1:0. Lepo je meril Irfan Hadžić z kakšnih 10-11 metrov in premagal nemočnega Golubovića. Do konca prvega polčasa še nekaj obetavnih akcij, vse za domače Celjane. Takole je bil pred vrati Irfan Hadžić, ki je zgrešil celo žogo po podaji Žige Kovsa. Odaleč je streljal še Rudi Požek Vancaš, bivši domžalski nogometaš, nekoliko mimo vrat in še ena priložnost za Požega po kombinaciji po prostem strelu, nekoliko previsoko polčas, Celje Domžale 1:0. Rudi Požek Vancaš je bil razpoložen v tem dvoboju, tole je že drugi del in žoga bi skoraj prevarala vratarja Golubovića, potem pa kombinacija gostov in priložnost za Bratanovića, izjemna priložnost, ki je tokrat bila zapravljena. Bratanović je zgrešil vrata. Podlogar si je kot naslednji pripravil strel, tudi on meril mimo vrat in bil nekoliko premalo natančen. Domžalčani pa so skoraj zadeli, kajti avtogol Travnarja je preprečil Rozman, ki je žogo poslal v kot. Vendarle pa izenačenje za Domžale. Vuk je podal pred vrata in takole Slobodan, Vuk do Gabra Dobrovoljca, ki je poskrbel za izenačenje na 1:1. Kombinacija po kotu in Vuk je našel Dobrovoljca, prvič v blok, drugič pa vendarle v mrežo za izenačenje na 1:1. Domžalčani so bili pogumni po golu za izenačenje, tole je že nova kombinacija in strel oddaleč, odlična obramba Rozmana po tem dobrem strelu Vuka. V zadnjih 10 minutah pa vendarle priložnost za Celje, najprej kombinacija Čirjaka in Hadžića, obramba Golubovića, ki je rešil Domžale, nato pa še 92. minuta, napaka v obrambi Domžal in Matej Podlogar je zadel med nogami branilca Halilovića in premagal še Golubovića ter pokopal svojo bivšo ekipo. Res odličen je Matej Podlogar proti nogometašem Domžal, takole se je dobro znašel in zadel v dolgi kot. Domžale so prejeli gol v sodniškem podaljšku, Celjani pa so dosegli pomembno zmago, 3 točke proti Domžalam, ki so še vedno v zgornjem delu prvenstvene lestvice. Because this is much very tough game. Ja, to je bila izjemno težka tekma, rada bi se zahvalil vsem igralcem za dobro predstavo in zmago. I appreciate say thank you very much all player. Ja, veste, da v športu je pot vedno trnava, nihče ti nič ne podari. Tudi prvi polčas je bil takšen, da smo nekako mislili, da nam bo oni karkoli podarili. Z drugim polčasom sem povsem zadovoljen, povsem druga slika na igrišču, mislim, da smo bili boljši nasprotnik. Če je bila to šola, da se pač moramo naučiti, da zadnje minute, praktično v zadnjih sekundah, da je treba žogo zbiti, je bila potem to dobra šola za nas in mislim, da smo se marsikaj naučili.